Med 2. in 25. marcem se bo v Pekrah v tamkajšnjem kulturnem domu odvil že 14. festival komedije, letos z 9 predstavami. V studio smo povabili umetniškega vodjo in selektorja festivala, igralca Rada Pavalica in Ilko Riedl, predsednico organizacijskega odbora. Dober večer obema. Dober večer. Gospod Pavalic, Zlatko Partljič je ob ustanovitvi pred 14 leti dejal, da si je festival zamislil kot manjše Borštnikovo srečanje. Ali se vam zdi, da mu je uspelo, oziroma kaj po vaše nosi ta festival, katere kvalitete, da se mu je uspelo obdržati skozi vsa ta leta? Ja, drži. Začeli smo torej iz nič in vzor, to moramo poudariti, da ne bi kdo mislil, da mi tekmujemo z Borštnikovim srečanjem, ampak vzor nam je bilo samo Borštnikovo srečanje v izbiri programa in tako dalje. S tem, da je tu v Pekrah pa le festival komedije. To se pravi, da se izbira samo komedijske igre. No, skupine letos prihajajo iz Jesenic, Ljubljane, Brestanice, Štandreža pri Gorici, Grajene, Gorenje vasi, Ospa in seveda domačini iz Maribora oziroma Peker. Gre za ljubiteljske gledališke skupine, ki se v glavnem osredotočajo, torej, kot ste rekli, na komedije slovenskih in tujih avtorjev. Koliko predstav ste si sicer ogledali v predizboru in kakšni kriteriji vas pri tem vodijo? Ja, ogledal sem si okoli 25 predstav. Moram reči, da je to težavno delo, ker jaz ne hodim gledati predstave tam, kjer se v živo odigrajo, ampak dobim posnetke predstav in potem jih pogledam na video ali pa na računalniku. Tako da mi je zelo delo oteženo in rabim precej časa, da naredim neko kvalitetno selekcijo ob vseh teh komedijah. Moram pa reči, da so komedije zelo dobre, predstave so odlične. Večina jih je tudi v narečju, ne? Tudi ogromno v narečju in to je to bogatstvo, ne samo tega festivala, ampak sploh bogatstvo slovenskega jezika. Gospa Riedl, kakšen je obisk na festivalu? Je občinstvo bolj lokalno, bolj mariborsko ali že prihajajo iz vse Slovenije ali celo preko meja oziroma iz tujine? Mi imamo to srečo, da imamo že skoraj svoje občinstvo, svojo publiko, ker namreč tam enkrat februarja se že sprašujejo ljudje po mailu, kdaj se bo začel festival in tako dalje. Občinstvo je širše, z vseh vetrov prihajajo, ogromno prihaja tudi takih prijateljev, ki igrajo na tem festivalu z njihovega okoliša. Zato smo tudi prišli v prodajo vstopnic preko Eventima, s tem omogočamo vsem tudi nakup vstopnic in tega, da si lahko pogledajo ta festival. Mogoče kakšne so letos cene posamezne dnevne vstopnice in pripravili ste tudi paket, torej abonma? Tako, abonma je namreč že pošel. Cena abonmaja za vseh 9 predstav je bila 50 €, drugače vstopnica stane 6 € v predprodaji, 1 uro pred predstavo pa stane 7 €. Gospod Pavalic, za kakšna besedila v glavnem gre? Bi lahko rekli, da imajo predstave neko rdečo nit ali pa kakšne teme so najbolj smešne, najbolj zabavne? Ja. Veste, ravno o tej rdeči niti, ne, je težko govoriti, ker to je festival in to ni tako, kot je v poklicnih gledališčih, da rečemo, ta repertoar ima pa takšno rdečo nit. Tu je bistvo, da je predstava komedija. In mi vemo, da od tujih avtorjev imamo od Nušiča, potem Moljera do domačih, to pa je Partljič, Vinko Möderdorfer in tile. Mislim pa, da je kvaliteta festivala že od začetka pa do danes je izredno se dvignila. To ne moremo si predstavljati, koliko pomeni ljudem, tem ljubiteljem gledališč, festival in koliko jim pomeni predstava. In moramo povedati, da oni ves svoj prosti čas vlagajo v to delo, v to, da odigrajo premiero in po premieri kaj? Dobijo edino aplavz
aplavz je njihovo plačilo. Morda še to, na vsakem festivalu seveda izberete tudi najboljšo predstavo in tudi najkomedijanta in najkomedijantko festivala. Biti smešen je težko, to ve vsak igralec. Smo Slovenci dobri komedijanti? Pa mislim, da smo dobri komedijanti. Mislim, da smo dobri komedijanti in tukaj pa potem je delo, ker imamo tudi strokovno žirijo in imamo žirijo občinstva in ena in druga izbirajo svoje, recimo, ali predstave, ali komedijanta in tudi lahko nagradijo neko najbolj izstopajočo zadevo, recimo kakšnega stranskega igralca ali kostum, glasbo, sceno, karkoli lahko tudi oni naredijo v svojem imenu. No, smeha ni nikoli preveč, odveč, tako da vse dobro festivalu, čim več občinstva in se vidimo v Pekrah. Hvala za vajen obisk. Hvala vam.